Ja, že Katre pa še ni. Ja, ta pa čim zmer zamuja. Jaz ne vem, kje je Katra. Pa sem pol leta starejši od mene, pa jo kar naprej neki šraufa, pa vangljal, pa... Koga že rekla, da pride, ima 7 ure, pa tu če cajt. Pa je ta Katra. Moja denar boš prijateljica, mi da se vse zmenila. Francka, tamle sem. Glejo, že gde. Pejno, pejno. Čakaj, no. Ja, pejno. No, pejno tla sem. Dol sit. A spozabiva, da sva zmenjene. Tla dol sit, no. Koga te pa spet matra. Eno. Ja, moš verjet, leta stari pa tkola batežna. Ej, pa pozabliva, a sva bile zmenjene. Ja, sva bili. A imaš? Koga? Ja, koga jajca. Ja, poglej. Ej, čiš brišne, zjutraj me jih je vseh 10 moja kura znesla. Kola. Madonna. Ja. Ja. Pa ko dihaš, na. A si kaj videla une? A une tam, ta južne. Ja, te južne. Ko so tisto bajto naredili na koncu vasi. Madonna, kakšna bajta. Ja, ti, a veš, malo se zve. Zihar sem šla stohat mem bajte, ampak ti da me not povabil, ampak se nikoli benga doma. In ko je že nič, ko so okolne. Ja, pravijo, veš, da neki, ne vem kva, da neki prav delajo, da zelenjavo prodajajo. Ja. Jaz sem tudi verjamem. To je so kakšne mutne posle, te južne. Ki švercajo, Ja. Ja, te so vsi. Ja. Kakšne druge. A misliš mumile? Mumile. Ja, se avtomat tak, veš, to gre v gume, to nabašajo. Ja. Znao je meni govoril, da iz krompirjem pa izdelam, da zaslužijo toliko denarja, da so tako podrtijo vštimali. Ne, to ne moreš verjeti. Bajta, to je. Ja. Pa kva in če taka bajta, če jih nič doma ni? Nič jih ni, Ja, okol. ne, ko neki se vozi okrog. Okol pa. Ja. Pa mulci sabo vlačijo, pa veš. Ja. Te starejši baje, da klavir igra. A daj ga srat. Ja. Ja, pa mu bo klavir, lepo te prosim na veselic, pa ja na harmonko igrajo. Bojo kakšen gostovat v drugo vasa bo klavir samo vlačil. Ja, se to sem jaz razmišljala. Ja. S klavirjem okol hodil, Ja. tudi ne. Čist dost harmonka. A se spomniš, ko smo bile mi dve mlade, kako smo plesali. Ne se Francel sukal A daj no, ja. Ker spomen se. Ja. A veš, da eden od teh otrok pa je ples trenira, smoš misliti. Bejšno. Ja, ti, po moje zihar gaj. A da je Ali hej. gaj, ali kako rečejo. A da je hej. Ja. Ej, tole lezljiv, man. Ja, Žož Marija, misliš, že res. Ej, Pa se nam da bo je. vso mladino pokvaril. Ja. O, je Žož Pa Marija. še vnučka so v isti šoli, kao on, da ne O, veš ja, on Žož heja. Marija. Jaz naše kar izpisava, jem našem tam mladem povedova. Ti veš kva, ena pa, una punca, pa plavajne trenira. Ja, je, res? Ko se slišava? Uplavala v tist mlak naš za kuhaline. Ja, se res. A ti znaš plavati? Jaz še ne vem, včasih v ban pa plava malo počufu tam. Ti, a veš, da jaz sem pa tudi že čist pozabiva, kako, a sem, a nisem, znavam kot, ja. Kola je, zdaj pa res vse drugač, ma je zmišan ta svet. A ne v naših časih smo bile mlade, ma smo bili vsi normalni, se ni bilo več normalnega. So pa vsi čudne. Ja, čudne. Čudne so se, ne. Ti pa toliko se vmes hodijo, pa vozijo, a jim je treba, pogled, kva vse imamo na naš vas, Saj kako to, smo ne. napredni. Sej to. Kam se luka upisali? Pa na gasilcah bo kabele. Pri gasilcih, tako. Pa v šteri imamo zdaj un avtomat, un pikado. To ni pa nič nevarno, veš, ne pa te voda, pa vse veš, pa vse, a ne. Ja, uhka. Ja, pa hlavcem se luka tudi upisali. Ja. Žveli preveč, ne boš ko svrt požrejo vse. Ja. Malo srn postrelali, ne bilo nič šloh. A se ti že pri maški vidva? Sem slišala, da kela hodijo v telovadnico mol. Ja, Žož Marija, v telovadnico. Ja, jaz ne vem za koga. Ja, tam v telovadnic pa res ni, ne, v Boga, sam Švic. Ja, To mora biti pa res čuden ljudje. pa boso, pa tam se neki parkvajnajo vsi v isto smer, se ne Kje vem. pa to vidva?
Enkrat sem šla mim, sem šla po kruh zjutraj. Marija, ja, res ni benga več normalnega. Ti, rekel, kje ura, jaz moram našmo kaj skuhati. Jaz moram pa jajca tela speč, da ne? Pa ni še za zajtrk mislila. Ja, za zajtrk, naš shodi vstane. Ja, ti se ne boš dogreva, a veš. A jo, kva pa ti misliš v Dunah, a veš, kaj iz Prekmurja pridejo, kva pa ti misliš v Dunah? Vera pa Prekmurca. A on iz Fužin? Ma ne, v Fužin tudi pa je en pride danes v našo vas, ampak iz Prekmurja ti tako govorijo, da jaz bolj, kva pa vem, bolj sem v ne zastupila, ko se čez mejo hodila, veš. Ja, se jih spodne pisem delam. Ja, tako. Ti ne vem, veš. Pajva, vse bova vidva, no, kako bo. A te pomagam, no, Katra, pajd, no, kar počas. No, pajva pred u nas Prekmurja pride, se moram imeti najbrž tela podnapise. Gospa Čepaškova, vas lepo pozdravljam, smo zelo veseli, da ste v naši družbi in zdaj se boste prepričali, da tudi stereotipi v Prekmurcih ne veljajo, da jih ne razumemo, ker je gospa Čepaškova že dolgo Kamničanka in svojo funkcijo, pa to svojo, vse o sebi bo pa sama povedala, pa namen prihoda. Izvolite, tam nekaj damo vprašaj. Ja, zdaj pa, ko bomo videli, če kaj razumete ali ne Prekmurce. Jaz sem tudi Prekmurka, pa če te nucali podnapise, mi povejte. Nucate podnapise? Ne. Kaj vam vse po prekmurski povem ali naprej po vaše, po kamniško, po slovensko? Po vaše. Te pa oboje? Znate, kako se to mi pravi po prekmurski? Fučka. Povejte, če znate, fučka. Še enog. S fučko fučkamo. Dobro vam ide. Dobro. Ja. Te pa zdaj še malo po naše, po slovensko, po uradno. Dragi otroci, drage mentorice in mentoriče, kateri tudi mentor, spoštovani gospod župan, sodelavci, pozdravljeni vsi drugi, ki ste se nam pridružili na današnjem zasedanju otroškega parlamenta. Danes je en tak, bom rekla, poln dan. Za vas tukaj, nažalost pa tudi za mene, ki me čaka v Ljubljani še en kup obveznosti, ravno na danes. Ampak, ker sem si vaš datum rezervirala najprej, sem prišla sem, po drugi malo počakali, ampak počakali pomeni, da me čakajo, torej bom šla. Ampak, da ne bi odšla brez sledi, smo vam prinesli ene majhne spominčke. Na teh spominčkih je nekaj napisano in na teh spominčkih je napisan naslov naše spletne strani. Kasneje vam bomo razdelili tudi druga darila, med temi je tale in boste lahko v kakšni delavnici videli, da je ta bilten narejen ravno zato, da ga sestavite v plakat in s plakati opremite vaše šole. Dodanih je še nekaj malenkosti, vse z namenom, da postanemo sodelavci. Sodelavci pomeni, da nam boste, tudi meni in mojim sodelavcem, poročali o tem, kaj se vam v šoli dogaja, takega, kar vam ni všeč. Torej, moj nastop in moj kratki govor, ki ga bom zdaj prebrala, je namenjen temu našemu sodelovanju. In fučke. Fučke imejte zato, da opozorite, kadar je pred vami kakšen stereotip, kakšna krivica in kakšna nevarnost. Piščalke so bile izvorno mišljene ravno zato, da vam pomagajo pri vzdrževanju vaše lastne varnosti. Torej, najprej bi se vam rada predstavila. Moje ime je dr. Zdenka Čebašek-Travnik, po poklicu sem zdravnica, psihiatrinja in v tem mandatu varuhinja človekovih pravic. Sem čisto običajna ženska, poročena, imam sina, pa snaho in vnuka in sorodnike in prijatelje in sodelavce in znance. Vse to imam. Pri svojem delu se srečujem z zelo različnimi ljudmi. Od otrok, kot ste vi,
tudi manjših, do predsednika republike. In da, bila sem tudi na večerji pri angleški kraljici. Živela sem na različnih koncih Slovenije in tudi v Ameriki celo leto, prepotovala dobršen del sveta. Vse to so kamenčki mozaika, ki sestavljajo moj pogled na svet in zdi se mi pomembno, da vam ga predstavim, čisto na kratko. Osrednji del mojega pogleda na svet je človekovo dostojanstvo. To pripada vsakemu, ne glede na to, komu, kdaj in kje se je rodil. Pomembno pa je, da to dostojanstvo drug drugemu pokažemo in ga s tem priznamo. To pa naredimo na različne načine. Ko smo v družbi ljudi, ki so nam zelo podobni po izgledu, govorici ali materialnem stanju, s tem nimamo dosti težav. A že v trenutku, ko začnemo opazovati ljudi po njihovi uspešnosti, se izkaže, kako pomemben je naš pogled na svet. Ali so odličnjaki boljši ljudi, ali na tiste s slabšim uspehom gledamo drugače. Kako se odzovemo na povabilo sošolca, ki ne zna dobro slovensko, zna pa prekmursko, kitajsko, indijsko ali angleško? Kaj za nas pomeni, če starši sošolca nimajo službe ali pa je družina izgubila stanovanje? Kako razmišljamo, kadar vrstnik zboli s hudo boleznijo? Kaj v resnici pomeni biti otrok v družini, kjer sta oba starša istega spola? Na vsa ta vprašanja bi morali odgovoriti, da so in smo vsi enaki, ne glede na opisane osebne okoliščine. Da v resnici šteje le to, kakšen je opisani posameznik in njegova družina. Kakšen je njegov odnos do vrednot, kot so poštenost, iskrenost, pripravljenost na pomoč, sposobnost sočutja in podpore. Verjamem, da tukaj prisotni svoje vrednote, stališča in posledična ravnanja razumete na ta način. In da bodo vsi otroški parlamenti v Sloveniji pokazali, da otroci verjamete v enakost in spoštovanje drugačnosti. In danes boste imeli prvo veliko priložnost, da to pokažete. Hvala. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Hvala. Med nas pa sedaj vabim župana, gospoda Tonika Smolikarja. Hvala lepa. En lep dober dan tudi v mojem imenu in v imenu mojih sodelavcev, občinske uprave, tudi podžupana. In seveda bom govoril na kratko predvsem o teh dveh besedah, vsi različni, vsi enakopravni. Moram reči, to je seveda tudi tema vašega parlamenta danes. Te besede pravzaprav moram imeti kot župan v mislih vsak dan. Kajti skoraj 30.000 prebivalcev občine Kamnik je tako razrešenih, če temu lahko rečem, po našem Kamniku in skušamo seveda zagotoviti enakopravno življenje, ko smo pri tisti drugi besedi. Enakopravno. Pa vendarle mnogokrat rečem, da imajo tisti visoko v tuhinskih hribih, hribovitih vaseh, seveda ptičce, ki jim pojejo zjutraj, tega v mestu nimamo. Imamo pa zato trgovino blizu, imamo šolo blizu, medtem ko se nekateri vaši vrstniki vozijo vsak dan z avtobusom, s kombi in tako naprej. Ta naš pogled na to enakopravnost mora biti seveda usmerjen v vse te dobrine, ki jih občani zahtevajo, želijo. Moramo zagotoviti tudi zdravo pitno vodo, če smo že na tem. Seveda ne moremo vsem zagotoviti asfaltirane ceste, ampak ko govorimo o tem mojem razmišljanju, kako slediti temu cilju enakopravnosti, potem, kot že uvodoma rečeno, moram imeti v glavi vsa ta prizadevanja. In če povem, da to misel, te dve besedi, te dve vsebini, vsi različni, vsi enakopravni, večkrat na glas izrečem
ob koncu leta zagotovo v našem nekdaj domu invalidne mladine, danes se temu reče Sirius, in tudi v osnovni šoli 27. julija, ko se srečamo pred novoletnimi prazniki. In naš Kamnik je na nek način še bolj zadolžen, da razmišlja o teh dveh besedah, o teh dveh vsebinah. Kajti že po drugi svetovni vojni je v Kamniku bil ustanovljen ZUIM, kot smo mu rekli nazadnje, zdaj mu rečemo torej Sirius, torej mladina, ki ima šole, ki ima usposabljanja, pa vendarle je drugačna. In to si tudi vseh 16 let prizadevam, da ta drugačnost teh naših sokrajanov v domu invalidne mladine, seveda moramo ali skušamo jim zagotoviti tudi to enakopravnost. In kje smo na tem terenu, če rečem? Skušali smo v zadnjih letih v okviru možnosti, če pogledate pločnike, da smo vse tiste robnike zradirali, odrezali in seveda skušali zagotoviti čim več varnih poti, tudi za tiste, ki so priklenjeni na voziček, tisti, ki težko hodijo ali so drugače prizadeti. In to je ta skrb župana, če razmišljamo o teh besedah, mora biti prisotna neprestano. Lahko bi govoril še o številnih primerih, kje moramo upoštevati to našo enakopravnost in to našo različnost. Ni samo starost, mladost, tista različnost, ki seveda zahteva tudi svoje vzvode, svoja prizadevanja, tako župana, tako občinske uprave, ampak seveda so tudi na nek način tisti najmlajši v vrtcih, s katerimi se intenzivno ukvarjamo, moramo slediti tudi enakopravnost, da jim skušamo zagotoviti kar čim več možnosti, da starši svoje otroke vključijo v otroško varstvo. Tudi v šolah je tako. Nekateri že imajo moderne šole, dozidane, recimo Duplica, Šmartno, Stranje. Osnovna šola Toma Brejca je stara, Frana Albrehta je statično nevarna. Najbrž, ki spremljate, seveda, da se borimo, da bomo zgradili tudi zaklonišče, da bomo skušali še leto začeti graditi osnovno šolo Frana Albrehta. Ob vseh naporih, ki jih država ne razume, ob vseh naporih, ki jih moramo vložiti za to, da bomo recimo prišli do gradbenega dovoljenja in prišli tudi v tej smeri do neke enakopravnosti med osnovnošolci občine Kamnik. Torej, idej, razmišljanj, kje vse mora biti župan, njegova ekipa prisotna vsak dan in vsako noč, kot pravim, v mislih, da to enakopravnost skušamo doseči v kar najširšem smislu. V tem trenutku ne želim, morda ste spremljali sinoči parlament, ne želim razmišljati o tistih grdih, neenakopravnih mislih, ko predsednik državnega zbora, vi ste danes tudi v parlamentu, predsednik državnega zbora vzame stipko besede tistim, ki grdo ponižujejo ljudi, ki so drugače usmerjeni. To se pravi, niso enakopravni in so drugačni. Pa zakaj ne? Govorimo, da smo drugačni vsi. Meni je samo en kolega s televizije še malo podoben, pa so moji njegovi otroci, ko so bili majhni na ekranu, nas zamenjevali. Ampak vendarle, vsak je drugačen. Tudi dvojčki niso povsem enaki. Razmišljam po izgledu, ampak tudi dvojčka ali trojčki so različni tudi v razmišljanjih, v miselnosti in tako naprej in tako naprej. Ogromno je torej stvari, na katere bi lahko tudi sam danes še opozarjal, ampak vendarle mislim, da če želimo sobivanje med seboj ustvarjati na višji ravni, na višjem nivoju in čutiti, da smo vsak pri sebi zavezani k tej enakopravnosti, različno mislečih, različno obarvanih ljudi, različno obnašajočih ljudi, in to je bistvo. V naši miselnosti moramo osvojiti razmišljanja, da moramo, če želimo, s trdnimi koraki v sobivanju stopati naprej. Torej v naših mislih mora biti ta misel o enakopravnosti in različnosti seveda neprestano med njami. Dovolite mi, da ob koncu, žal bom tako kot Zdenka seveda odbrzel, ker imam še druge obveznosti tudi, da vam želim čudovito razpravo, da opozorite na posamezne ekscese, če temu tako rečem, kaj se v vaših sredinah dogaja in na nek način, kakšna so vaša razmišljanja, kako še izboljšati
ta medsebojna nesoglasja različno mislečih, predvsem pa grdo mislečih Slovencev in vseh prebivalcev naše države Slovenije. Torej, veliko uspeha in z veseljem bom pričakoval tudi poročilo o današnjem parlamentu. 10. imam občinski parlament, kjer so tudi nekateri svetniki nesramni, pa to. Ampak človek mora preživeti in povedati z argumenti, da mnogokrat so razmišljanja tista, ki kažejo tudi nivo posameznikov. Lep dan vam želim. Lepo pozdravljeni učenci osnovnih šol, mentorji otroških parlamentov in drugi gostje. No, mi bi zdaj s predstavitvami kar začeli. Prosili bi, da vsa ta pisna poročila, ki jih imate, da jih pustite tukaj na naši mizi. Če ima pa kdo kakršenkoli komentar ali pa kakršnokoli misel, naj to ob koncu predstavitve pove, drugače bomo pa debato odprli na koncu. Torej, šli bi kar po vrsti. Prva bo osnovna šola Šmartno. Čas pa za eksperimentu ste videli, ponavadi v šoli ti sedijo zadnji klopir, da so najbolj poreden, zdaj vidite, da se osedi. To smo do zadnji klopi sedijo, razni naših mentorjev. Ma še špricajo, so kar šli. Ja, gosti? Ne, vsi imajo obveznosti. Zdaj ne, zahteva malo časa. Sem Kaja in sem naravno blond. Sem Lara in imam zoben aparat. Sem Irena in sem majhna. Sem Vesna in sem slabo vidna. Sem Tina in imam velike roke. Sem Teja in imam dolge lase. Prihajamo z osnovne šole Šmartno. In smo drugačne. Drugačnost. Kdo je pravzaprav drugačen? A si ti? Si ti? A si mogoče ti? Vsak je drugačen. Na nek način smo vsi različni in na nek način smo vsi enaki. Vsi smo ljudje. Enako zgrajeni, enako osnovani. Na vse nas sveti isto sonce. Po žilah nam teče kri. Za življenje potrebujemo kisik, vodo in hrano. Na tej ravni smo vsi enaki. Ampak kako smo potem drugačni? Imamo različno barvo las, oči, smo različno visoki in težki. Imamo različno barvo kože. In že tu se začnejo problemi, ker nekateri ne sprejemajo te drugačnosti. Ko se bomo vračali domov, imamo lahko prometno nesrečo in ta lahko zavedno zaznamuje naša življenja. Zato se zavedajmo tega
da jutrišnji dan tudi nam lahko prinese drugačnost. Zate, Čefur. Najslej je to nekdo, ko posluša Balkan glasbo. A pa tisti, ko govori po hrvaško, pa je še vsem slovenci. Čefuri so cool, všeč mi je njihov stil. Tisti, ki prihajajo iz južnih držav, Hrvaška, Bosna. Ali pa tisti, ki imajo temnejšo polt, govorijo drug jezik, ali pa imajo mogoče drugačen stil. Najmlajše na naši šoli smo pa vprašali, kdo je za njih drugačen. Dobili smo zelo zanimive odgovore, kot so neznanci so za njih drugačni, otroci iz drugih držav ter Kitajci. Za njih so po videzu drugačni tudi živali. Menijo, da je učiteljica drugačna od razreda. Smešne in čudne učiteljice so drugačne. Menijo, da so drugačni tudi nasilni oziroma slabi ljudje ter pijanci. Menijo, da so drugačni invalidi, ki so se poškodovali in so več enaki. Razumemo, da so enaki, so nekaj drugačni. Mislijo, da so drugačni tudi lezbijke. Če bi bili vsi enaki, bi bilo naše življenje pusto. Ampak Mavrica drugačnosti verstev, kultur in ras pa pripomore k polnejšemu ter lepšemu svetu. Sledi osnovna šola Marije Vere. No, jaz bi samo izkoristil tole minutko. Torej, lepo pozdravljeni v Mladinskem centru.
upam, da se dobro tukaj noter počute. Te prostori so namenjeni vas in tudi prej smo slišali veliko govorov. Ta parlament je tukaj zaradi vas, da sami poveste svoje mnenje in tudi sami poveste, ja, drugačni smo, vsi smo drugačni, jaz sem drugačen in tudi vi ste drugačni. Meni so všeč projekti, kjer mladi vse vodijo, to pomeni, da vse delajo, organizirajo, ne? In tukaj tudi v bistvu vas pozivam, da tudi sami kakšen projekt več naredite, da stopite iz vrste in sami poveste svoje mnenje. Danes nas spremljam tudi kot TV, tako da, ko vam dam mikrofon v roke, probite ga uporabljati, tako da bojo vas slišali tudi sošolci lahko po šolah, po spletu in tako naprej. Obiščite nas tudi daj, tudi ko ne bo parlamenta, pridite v mladinski center, kogar sem že prej rekel, te prostori so namenjeni vam. Uživajte, zabavajte se zraven tega parlamenta, pa probajte čim več novih, lepih stvari odkriti. Sami boste videli lepje, svet je lep in vas čaka, da ga odkrijete. To je to, zdaj pa kar nadaljujte z predstavitvijo. Jaz vam pa dam tale mikrofon v roke in ga uporabljajte. A vi ste že naložili tega? Je naložil gor? Ja, to je naložil. To je. Kako pa je naložil? A ni naložil? Dala sem mu. Daj malo stani, da se vsi vidijo. A je Gabriel ti drugačen? Kaj, sicer izsiljuca, veste kaj je danes drugačen? Ker ima rojstni dan. Kjero češ? Slovensko ali angliško varianto? Ne, slovensko, no? Tako postrojimo. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Gabriel, vse najboljše za ti. Najlepša hvala. Oh, Maria.
Ja, mikrofone pa rabiš. A boš ti krizo? No, na naši šoli smo izvajali različne dejavnosti in zelo so bile zanimive. Ena od teh je bila tudi tale, kot vidite na sliki, in sicer ob tednu otroka je bila sloganom otrokove koristi, in sicer glavno vodilo so v bistvu učenci prve triade svoje razmišljanja likovno podobili. In tukaj vidite slikce, ki so nastale. Učenci druge in tretje triade pa smo razmišljanje upodobili, torej kdaj smo srečni. Najpogostejša odgovora sta bila, kadar smo skupaj z družino in kadar smo skupaj s prijatelji. No, drugače so bili pa odgovori še različni, to smo tukaj izpostavili dva. Bili so recimo tudi nekateri, ki so bili zelo zabavni, recimo ko vidim Baracka Obamo, smešni, no, drugače smo imeli pa tudi, velikih je bilo predvsem v nižjih razredih, kdaj smo srečni, ko dobim dobro oceno, ko me starši pohvalijo, ko zmaga Olimpija in tako naprej. Sodelovali smo v nivejni dobrodelni akciji Podajte nam roko. Vsi učenci so obrisali svojo roko in v njej narisali, kaj mislijo o drugačnosti. Skozi celo šolsko leto izvajamo čistilne akcije okrog šole in skrbimo za ločevanje odpadkov. Učenci druge in tretje triade smo se na knjižni čajanki razmišljali o drugačnosti, različnosti, stereotipih in bogatih izkušnjah nas samih in knjižnih junakov. Druga triada je prebrala knjigo Mali princ, tretja pa Princeska z napako. Učenci prve triade pa so se v okviru pouka pogovarjali o predsodkih, drugačnosti in različnosti. O tej temi so razmišljali tudi s pomočjo literature. Pujsa imamo za soseda. No, in ta knjiga je bila zelo zanimiva. Učenci so se tudi zelo nasmejali in govori o tem, kako smo si ljudje različni. In da ne smemo takoj na zunanji videz, pač nekoga vidimo, da je recimo slabše oblečen, pa rečemo, joj, ta je pa tak. Ampak ga je treba poglobiti se treba v njega in ga spoznati. Drugače pa tudi v Mladinskem centru Kotlovnica tukaj smo se udeležili okrogle mize na temo stereotipi, rasizem in diskriminacija. In tudi tukaj je bilo zelo fajn. Najmlajši so likovno ustvarjali na temo stereotipi, rasizem in diskriminacija. Razmišljali so o tem, da smo vsi med seboj različni, a kljub temu moramo biti med seboj prijatelji, imeti se moramo radi in spoštovati drug drugega. Po razredih so izdelali skupni plakat. Tamle sta pa tudi dva plakata iz naše šole. Učenci druge in tretje triade pa smo pripravili, izpolnili in analizirali anonimni anketni vprašalnik. Anketo je izpolnilo 223 učencev. Prvo vprašanje je bilo, kaj je zate drugačnost. Najpogostejši odgovor je bilo nekaj, kar je v središču pozornosti, da smo različni in da smo ljudje različni z istimi pravicami. Kakšen je zate drugačen človek? Najpogostejši odgovori so bili tisti, ki misli, da je najpametnejši, ter človek drugačnega izgleda. Tretje vprašanje pa je bilo, kako se vedeš do drugačnih. In prvi štirje so bili najpogostejši in lahko vidite, da so v bistvu še kar dobro odgovarjali v pozitivno smer. Edini četrti je pa pač se norčujem, ker tega je v bistvu v današnjem svetu zelo veliko.
Četrto vprašanje je bilo, če si kdaj sam izkusil drugačnost ali da si občutil, da te sošolci sprejemajo, te obravnavajo kot drugačnega. 60 učencev je obkrožilo da, 163 pa ne. Učenci, ki so odgovorili z da, so opisovali, da so izkusili drugačnost, ker sem bosanka, sem piflarka in ker je clam. Ali poznaš koga, ki so ga vrstniki zaradi njegove njene drugačnosti izločili? 144 učencev odgovorilo z da. Si se ti kdaj grdo obnašala do koga, ki je drugačen? Kako? Torej 133 učencev je označilo z ne, 90 pa z da. No, in tisti učenci, ki so odgovorili z da, so naštevali, kako so se grdo obnašali do drugačnih. In lahko vidite, kaj so napisali. Recimo, z nasiljem porinil sem ga, na kateri so tudi dobro pisali, izogibal sem se ga, ker to je v bistvu boljš, kot da izvajaš nasilje nad njega ali pa da ga v bistvu žališ. 7. vprašanje je bilo, če imaš sam kakšen predsodek. 60 jih je odgovorilo z da, 163 pa ne. Tisti, ki so odgovorili z da, so našteli, da imajo predsodek do Romov, ciganov, teroristov, alkoholikov, nasilnih, novih učencev, spolnega odnosa, črncev in tujcev. Oblikovali smo pa tudi predlog za temo naslednjega otroškega parlamenta. Največ otrok je bilo za nasilje, kajenje, droge in odvisnost, čeprav se pa teme že vrsto let ponavljajo. Ugotovili smo pa, da je na naši šoli pa tudi na drugih šolah stereotipi, rasizem pa diskriminacija. No, pa za zaključek pa lahko še povem to, da tudi nekateri, ki smo videli, so odgovorili ne, kot da nekako ne zaničujejo ali pa se grdo obnašajo do tistih, ki so drugačni, ampak če bi se poglobili, bi videli, da je drugače. Ker recimo, če vzamemo iz našega razreda, imeli smo, v bistvu ga še imamo, učenca, ki je cla in v bistvu v nižjih razredih so ga prijatelji kar dosti zaničevali in se norčevali iz njega in na zunaj je deloval močno, hrabro, ampak na noter je pa sigurno trpel. Že prihajamo iz osnovne šole Marije Vere in danes bi radi predstavili vam PowerPoint predstavitev z naslovom Stereotipi, rasizem in diskriminacija. V naši šoli smo imeli po razredih delavnice na to temo. Zraven sta sodelovali tudi razredničarka in socialna delavka. Stereotipi. Stereotipi so predsodki o ljudeh, naprimer Gorenci so škrti, blondinke so neumne, Črnogorci so leni, Dolenci so pijanci, hendikepirane in duševno motene osebe so vredne usmiljena in pomilovanja. Rasizem. Rasizem je izločanje ljudi zaradi drugačne rase. Naprimer zasužnjevanje črncev, preganjanje indijancev, načrtno ubijanje Židov, danes pa domoljubna organizacija Tukaj je Slovenija. Diskriminacija.
Diskriminacija je neenako obravnavanje posameznika zaradi drugačnosti. Naprimer pri zaposlovanju, glede na barvo kožo, narodnost, glede na vero, spolno usmerjenost in glede na zdravstveno stanje. V šoli smo imeli učni list, kjer smo za posamezne besede napisali 3 besede, ki nam prvo pridejo na pamet. Za klošarja smo napisali, da je umazan, brez denarja in brez doma, za cigana, da je neurejen, da so tatovi in manj vredni, narkomani so odvisni od droge, izgubili so smisel življenja in so slab zgled za najstnike. Za Čefurja smo napisali, da je Bošnjak, Srb ali Hrvat, zelo diskriminiran ter ima drugačno kulturo. Za Pedra ali lezbiko pa smo napisali, da je istospolno usmerjen, istospolnim razmerjem nasprotujejo, v stiski jih veliko naredi samomor. Kaj je strpnost? Strpnost je, da priznamo drug drugemu drugačnost in pravico do drugačnosti, da resnično skušamo razumeti razlike, če spoštuješ tudi kulturo drugih, če ne obsojaš tisti, ki drugače mislijo, da ne odobravaš teptanja človekovih svoboščin in nazorov, če ne odobravamo razmer, ki so za človeka nevredne, koncentracijska taborišča, če je moj prijatelj musliman, budista ali kako drugače veruje, je meni to prav in ga spoštujem kljub razliki v najinih verah. Naše mnenje. Vsi smo enakovredni, čeprav se razlikujemo v narodnosti, veri, spolni usmerjenosti in rasi. Kljub drugačnosti pa imamo enake pravice in smo vsi enaki pred zakonom. Morali bi se spoštovati med sabo. V času druge svetovne vojne je bil rasizem razširjen, vendar je tudi danes prisoten v svetu. Neonacizem še vedno širi sovraštvo po svetu. Nekatere organizacije še vedno vključujejo antisemitizem, rasizem, ksenofobijo, predvsem do nebelcev, nacionalizem, nadvlado bele rase, militarizem, homofobijo in idealiziranje Adolfa Hitlerja. Hvala. Sledi Frana Albrehta. No, živijo, jaz sem pa David, pa tukaj so moji prijatelji iz šole, ki so v bistvu zelo drugačni kot jaz in tudi različne stvari počnejo, pa me zanima, če tukaj kdo trenira odbojko. Ja, vidi, no, one dva sta itak meni zmer bila najbolj pri srcu, najboljša, a ne, drugi to nima. Pa potem tudi, a ne, keglajne, to so vsi kekci, noben to ne trenira, to ne znajo. Pa psa imam. Ama kdo tukaj psa? To so tudi čisto čudni, no, to ne moreš verjeti. Pa to pa siguren, to hudi pa niste, da bi slučajno kakšno čefurjado poslušali. Ja, pa kako me lahko... Kakšni ste vi, mislim, ej, nenormalni. Pa tukaj, no, dobro, sej, ko pa srečno linijo, to pa sigurno noben ne gleda. Ti niti odbojke ne smemo več trenirati. Mislim, ej, vsi ste tako čudni. Pol tukaj neka čefurjada, pa ne marate psov, pa keglajna. Jo. Sej, lih v tem je fora. Če si ne bi bili različni, sploh ne bi bilo tako, lepo. Ja, dobro, no. No, ko sva pa delala analizo teh anket, te pa ni nič motil. No, daj 5 greva zdaj to hitro predstaviti. No, mi smo pa učencem naše šole dali eno anketo in smo jih vprašali, zakaj imajo predsodke do teh ljudi, ki so drugačni od nas, in rekli so, ker so drugačni, mislijo, da jim bojo kaj slabega naredili, zaradi njihovega vedenja, ne poznamo njihovih navad, so drugače oblečeni in ker nimajo denarja. Ja, potem pa tudi so reševali pri anketi tudi, do koga so najbolj nestrpni, smo ugotovili, da najbolj ne marajo muslimanov,
alkoholikov, homoseksualcev, emotov, zanemarjenih, revnih pa piflarjev. No, zdaj vas pa prosim za malo sodelovanja, tudi vse ostale. Prosim, če se čist tako umirite, sprostite, pa če sklenete roke. Tako. Zdaj si pa poglejte vaše palce na roki. A imate lev palc prekrižan čez desnega ali desni palc prekrižan čez levega? Zdaj pa tisti, ki imate desen palc čez levega, prosim, če dvignete roke. Hvala. Zdaj pa bi prosila vse desnopalčne, da pridejo stati tjale k steni. No, zdaj vam bom povedala zgodbo o neki raziskavi, ki so jo delali v Ameriki. Skupina teh raziskovalcev je šla ugotavljati, kakšne motorične sposobnosti imajo zaporniki. Naključna naloga je bila tudi ta, da zaporniki prekrižajo roke, tako kot ste jih vi prej. In dobili so zelo zanimive rezultate. Večina zapornikov je bila desnopalčnih. Ja. Potem naslednjo raziskavo so šli delati med vsemi ljudmi, Američani. Rezultati so bili približno polovični. Nato so raziskavo še razširili med uspešne poslovneže in menedžerje. Tukaj so bili pa rezultati čisto drugačni. Večina menedžerjev je bila levopalčnih. Zdaj so pa te raziskovalci hoteli te rezultate objaviti. Polovica se jih je strinjala, da jih objavi, polovica pa ne. Nekateri raziskovalci so tukaj odstopili, ostali pa so se odločili, da bodo rezultate objavili, ampak ne bodo podali nobenega komentarja. No, tukaj se malo ustavimo, pa me zanima, a bi vi objavili take rezultate? Ja. Zakaj pa bi jih objavili? Ne, oni so res napačni. Levi, povejte. Ja. Ja, bi objavili. Zakaj bi jih objavili? Da bi vedeli, da ste vi levopalčni. Ja, da bi vedeli, približno, ko se jih ima še desnopalčarjev, levopalčarjev. A pa se ne bi nič bali, kako bi drugi odreagirali na to? Ne. Ne bi. Kaj bi se pa lahko zgodilo? Bi bilo normalen vse. Vsi mislite tako, vsi levopalčani tako mislite. Ne bi bilo nobene diskriminacije. Ne. Kaj pa? Če bi prvičke opisovali v šolo, pač pri opisu, da bi jih prosili, da sklenajo roke. In tisti, ki bi desen palec prekrižali čez levega, pač ne bi se mogli opisati v šolo, ker pol ne bi bili. No, mislim, ne bi bili pametni, ne bi bili... Bi bilo to v redu ali ne? Se strinjate s tem, da bi izvajali tak režim? Ne? Ok? Hvala. Tukaj se zgodba v Ameriki nadaljuje in sicer dejansko je prišlo do več gibanj. Levopalčarji so podpirali sebe, so rekli, da so ponosni, da so levopalčarji, prav tako desnopalčarji. Nekateri levopalčarji so tudi rekli, da se zdaj z desnopalčarji, da jih ne bo več diskriminirali, zato ker so desnopalčarji, da jih bo normalno obravnavali tako kot levopalčarje. Tukaj se je potem še pojavila zelo zanimiva zgodba od neke babice, ki je svojemu vnučku rekla, da se mora naučiti roke prekrižati tako, da bo vedno, ko bo sklenil roke, da bo lev palec zgoraj. In glede te zgodbe je potem predlagala vsem ostalim desnopalčarjem,
da naj se naučijo roke pravilno prekrižati, se pravi, da bojo levopalčni in da se bojo veliko bolj počutili. No, zdaj vas bi pa jaz vprašala. In samo desnopalčarje. A bi se vi naučili prekrižati lev palc čez desenga, samo zato, da bi pripadali skupini levopalčnih, ki so bolj pametni, ki ne bi bili tako? Bi se vi to naučili ali bi ustrajali, da ste desnopalčari in bi si s tem ustvarjali svojo skupino, ki bi vas pač? Bi se naučili to? Ne. Bi ostali pri tem, da ste desnopalčari? Ja. V redu. A vam je pomemben levopalčari? A vam je pomemben to, da vaš prijatelj levopalčar, ali je pomemben bolj to, ali kot to, da je desnopalčar? A bi se družili s temi, ki prekrižajo desni palec čez levega, čeprav veste, da so tisti, ki prekrižajo desni palec čez levega, potencialni kriminalci? Bi se družili z njimi? A pa tako dejanje pa ne moramo imenovati diskriminacija? A lahko? Ne, ja? No, zdaj s to igrico smo vam hoteli samo pokazati, kako je, če nekoga diskriminiraš na podlagi tega, ker je mogoče malo drugačen od tebe, pa ta pomembnost sploh ni velika. V bistvu ta raziskava pa ni bila nikoli izvedena, tudi ni resnična. Zdaj mene sam zanima, tisti, ki ste bili desnopalčari, ki ste stali tamle ob zidu, a ste se vi kaj drugače počutili od unih, ko so sedeli tam, ko so bili levopalčari, pa ko ste vedeli, da stojite sam zaradi tega tam, ker je en si je to izmislil, da tisti, ki prekrižajo desni palec čez levega, da ste potencialni kriminalci, da niste uspešni v življenju, da ne morete uspeti, da niste pametni, a ste se kaj drugače počutili? Ne. Zanimivo to, no, okej. Kaj ste pa premeševali tisti trenutek? Da ste bolj pomembni kot levopalčari, čeprav v bistvu bi vas oni zaničevali. Okay. Hvala za pozornost, zdaj pa še naprej nadaljujemo. No, za konec vam bom pa še jaz nekaj povedala. Človeka najprej dobro spoznaj, pol ga pa sod. Čeprav, kdo smo, da sploh lahko sodimo? A si ti popoln, si ti vsem všeč? Ali morda nis drugačen? Vsak si izbere svoj način življenja, kako se bo oblačil, kakšno muziko bo poslušal, kaj mu je pomembno. Mogoče bo veličino denarja namenil dragim oblekam za izobraževanje, si kupil hud avto, nov kamp. Izbrati pa ne moreš vsega. Ne moreš izbrati staršev. Kot otrok ne moreš izbrati vere, stila oblačenja, ne moreš izbrati poti, manekenske postave, ne moreš izbrati, ali si gej ali ne, hendikepiran, pa še marsikaj drugega. Pač je, kot je. Tako, kot se ti do drugega obnašaš, se on do tebe. Če se ti dobro počutiš v svoji koži, če si pomiren sam s seboj, se sprejmeš takšnega, kot si, potem te tudi drugi, ki so zelo drugačni od tebe, ne motijo. Ker kul je takrat, ko kul si ti. Hvala. Nadaljujemo s Siriusom. Živjo, jaz sem Nataša. Zdravo, jaz sem Gabriel. Živjo, jaz sem Miha. V uvodu želimo predstaviti naš izbran slong. Vsi različni, vsi enakovredni. Napisan je v 3 jezikih. Slovenskem, bosanskem in angleškem. Bosanski jezik smo izbrali zato, ker v Sirius pride veliko mladih iz Bosne.
V Sloveniji so boljši pogoji za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. O vsebini pogovora na naših šolskih otroških parlamentih pa predlagam, da predstavita Miha in Gabriel, ki bosta kar odrepala. Glasbena podlaga je vzeta iz pesmi Od ljudi za ljudi, ki jo izvajata Borut, Murat in Joy. Pa poslušajmo. Sirius so v Kamniku, vidimo dlje kot le po domačem travniku, preveč negativnosti posod okrog nas, to dejansko ni noben špas, vsi delamo napake, dajmo jih popraviti, skušajmo to negativnost ustaviti. Smo na vozičku, pravnem invalidi in imamo pravico na tem svetu biti, ne se nas bati, ker smo se drugače rodili, podaj roko in ta stereotip razbi, v prostem času igramo nogomet, plavamo, muziko poslušamo in se sploh zabavamo, radi bi, da se še ti priključiš, ne pa da nas čudnimi pogledi mučiš. A res ne vidiš, da je prav, da spremaš ljudi samo zato, ker so ljudje tako kot ti? Tole gre od ljudi za ljudi. Kaj si, kje si, kdo si? Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi. Za vse ljudi. Tole gre od ljudi za ljudi. Kaj si, kje si, kdo si? Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi. Za vse ljudi. Dost lepš bi bil ta svet, če bi hotel mi srce odpret. Nočemo neenakosti, diskriminacije, želimo le enakopravne nacije. Čeprav smo med seboj različni in drugačni, nas to bogati in nezlačni. Tako ti povem, prijatelj moj, če me srečaš, lepo stoj, podari nasmeh, ki tudi te polepša dan, nedober namen ne bo zaman, se veš, da je prav, da sprejemaš se ljudi, samo zato, ker so ljudi tako kot ti. Pojte z nami! Tole gre od ljudi za ljudi. Kaj si, kje si, kdo si? Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi. Za vse ljudi. Tole gre od ljudi za ljudi. Kaj si, kje si, kdo si? Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi. Za vse ljudi. Tole gre od ljudi za ljudi. Kaj si, kje si, kdo si? Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi. Za vse ljudi. Tole gre od ljudi za ljudi. Kaj si, kje si, kdo si? Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi. Za vse ljudi. Hvala. V Siriusu smo izdelali tudi drevo. Prosim vas, da po končanih predstavitvah napišete na drevesne listke svoje razmišljanje, mnenje, ideje, stališče o 20. otroškem parlamentu. Opozorim, kaj ste se novega naučili, kateri stereotip ste razbili. Drevo bomo s ponosom odnesli v zavod in pozitivna sporočila širili naprej. Teme, ki jih predlagamo za 21. otroški parlament, pa sta revščina in družinski odnosi in vrednote. Hvala lepa za pozornost in lep dan. Učiteljica gospodinstva je rekla, da je že drugič manjkalo denarja. Ali morda kdo ve, kdo bi bil? Ne. Pa morda kdo sumi, kdo bi bil? Ne.
Ja, mogoče pa vemo, kdo je bil. Tanjo sem videla zadnjič v trgovini, ki je nakupovala. Brezdomci kradejo. Ni res, brezdomci ne kradejo. Sanja, si res ti ukradla? Nisem ukradla. Gospe sem pomagala nesti vrečke do doma, pa mi je dala 5 evrov. To ni bilo res. Saj smo te vsi videli, saj sem te jaz tudi videla, ker sem bila poleg. Saj sem rekla, da mi je dala stara gospa. Tudi jaz sem te videla, ko si nakupovala. Ne verjamem, da ti je dala gospa denar. Nisem ukradla. Jaz ne kradem. Jaz sem jo tudi videl. Imela je pod majico hrano. To mi je dala mama. Nisem bila jaz. Ne verjemite jim. Jaz ne vem, kdo je ukradel. Jaz tudi ne vem. Jaz tudi ne vem. Jaz nisem bila. Bom mamo poklicala. Prav. Kar dejte jo. Prav. Prihajamo iz osnovne šole 27. julij. Predstavili vam bomo plakate, ki smo jih sami izdelali in prvič vam bo predstavil najmlajši učenec iz našega, ki obiskuje na naši šoli 3. razred. Dobar dan. Jaz sem bral dve vrečke posebne sorte, ki je bila dobra in je pomenila o drugačnosti. Tam gor je prva slika, ki je drugačnost, ki se drugače, to je v Indiji. Tam imajo drugačno vero, kjer se oblačijo drugače. Ona gospa je drugačna vera. Gospod, ki ima vero v krščanska vera. Tukaj so Romi, ki nimajo denarja. Tam je gospa, ki po smeteh brska. Zdaj grem pa tam, ker so istospolni. Tam je gospod, ki je povečen v žensko. Tamle je, ki se ki sta istospolna. Zdaj vam grem pa na barvo kože. Vsi po Sloveniji imajo drugačno kožo. Več imajo drugačno kožo v Indiji. Tam je drugačna kultura. Oni so radi drugačen način življenja. Tukaj so
Tukaj se vsi razlikujejo po barvah. Ta dva sta črnca, ta dva sta belca. Tule so igralci, ki imajo drugačen način življenja. Predstavili vam bomo plakat o stereotipih, rasizmu in diskriminaciji. Moja tema je, da vam predstavim čefurje. Čefurji so tisti ljudje, ki se drugače oblačijo, poslušajo drugačno glasbo, ne govorijo točno slovensko, so ljudje iz bivših jugoslovanskih republik, nekoč skupne države, zaradi tega jih ljudje včasih posmehujejo, oni pa se ne počutijo drugačni in želijo, da bi jih obravnavali. No, moja tema je o beguncih. Begunci so ljudje, ki so morali pustiti svoje domove in zbežati v tuje države. Nastanjeni so v begunskih centrih ali v azilnih domovih. Otroci hodijo v slovenske šole, vendar imajo težave, ker ne znajo slovenski jezik, zato so izločeni iz družbe slovenskih otrok. Ne morejo se vključiti v različne dejavnosti v družbi, njihovi starši nimajo denarja, zato jim ne morejo nuditi lepih oblačil, izletov, počitnic in sličen. Homoseksualci so istospolno usmerjeni ljudje. Najbližje smo spoznali Miha, ki se je predstavil kot gej in Jasna kot lezbika. Govorila sta o svojih izkušnjah. Sami menijo, da niso nič drugačni od drugih. Midva iz Nikolova bomo pa še predstavili, kako praznujejo Bajram in kako pravoslavci praznujejo svoj pravoslavni božič. Pravoslavci svoj božič praznujejo 7. januarja. Jaslice postavljajo 2 dneva pred božičem, imajo drugačno večerjo. Nedelje v pričakovanem božičnem imajo poseben pomen, tako je nedelja po svetem Nikolaju, namenjena otrokom, naslednjo materjem, naslednja pozneje pa tudi očetu. Bajram je islamski praznik. Po luninem oziroma po islamskem koledarju sta v letu 2 Bajrama, ramazanski in Kurban Bajram. Ta 2 praznika sta tudi edina. Ramazanski traja 3 dni, Kurban pa 4 dni. Ženske morajo hoditi v cerkev primerno oblečene. No, sedaj pa še mi osnovna šola Stanje. Zadnji, ki letos vodijo, so se pustili kar za seme, to so otroci iz osnovne šole Stranje. Jaz bi vam pa samo toliko povedala, ker smo tako pozno dobili povabilo na regijski parlament. Istočasno je potekal v Ravčah regijski parlament. Dobili smo v prejšnji četrtek vabilo, ampak v Stranjah so se vseeno, ker Stranje smo rekli, vi boste letos vodili v občinski parlament, potem odkajate naprej na regijski parlament. Tako da
stranje, ono šlo stranje, ena skupinica je odšla tja, odpeljal je ravnatelj in je tudi povedal tisto, kar so oni na njihovi šoli se menili o tej temi in to, kar smo mi recimo na soočenju z drugačnimi že spoznali. Seveda niso mogli vseh teh naših recimo teh pogledov na drugačnost danes prenesti. Napisali smo tudi pismo, kako smo pri nas organizirali, za temo verjetno res ne bi bilo možno, za prihodnji parlament sporočiti, ker smo pač rekli, bomo na koncu pregledali še kako. V glavnem upam, da bomo potem dobili poročilo od osnovne šole stran, nam bojo povedali, kako je bilo na regijskem parlamentu. Odločili so se pa že naprej, da Kamnik ne gre potem na državni parlament in sicer bomo potem o državnem parlamentu bomo pa veliko slišali odbrali v medijih, tako da bomo videli, se bo sigurno poročalo. Škoda, da ne gremo iz Kamnika. Ja, pa ravno bistvo, gledajte, vsako leto pa ima vsi hendikepirani, to se pravi invalidi, telesno-zrelci, slepi in slabovidi in gluhi in naglušni imajo avtomatsko mesto v državnem parlamentu in tudi na regijskem, ampak je tudi v Sirius prišlo zelo pozno povabilo na regijski parlament v Moravče. Istočasno ob 10. dopoldne je bilo, tako da mi smo nekaj, ko smo napisali, zdaj pa pozdravljamo. Je pa sigurno prenes boljši, kaj kot tam. To pa prisežem. Ne, zato, ker so rekli, da imajo samo od gosti, da imajo samo eno manjko, oziroma nekaj dekle, ki je živelo v Bruslju z mamo. Mislim, pa se mi zdi, da je bilo res soočenje tako, da ste res mogoče razčistili kakšno vprašanje. Izvolite, beseda je vaša. Jaz sem malo ključno zapravljena. Mi vam bomo predstavili. To je ustanova Šola z belimi okni in rdečimi rožami na njih. To so velika vrata. Vrata, skozi katera vstopaš v poslopje. Dolg in ozek hodnik, na katerem med odmorom mrgoli učencev. Lesena in svetlorjava vrata, skozi katera vstopaš v razred. Razred, svetel in velik prostor, v katerem se preliva različno znanje, radost in smeh in žalost. Dekle, ki je nihče ne mara, ker je drugačna. Žalostna in osamljena je. Pa le niso vsi enaki. Iz družbe stopi dekle, ki ji poda roko. Deklica je vesela. Še vedno je drugačna, a nekdo jo ima rad. Ali je razred še vedno velik in svetel? So vrata še vedno tista, skozi katera stopiš v razred? Je hodnik med odmori še vedno poln učencev? Ali so ta vrata še vedno velika?
so na oknih šole še vedno rdeče rože? Vsa zunanjost ostaja enaka. Za 4 stenami, pa tudi v srcu človeka, pa se je veliko spremenilo. Problem. Na svetu je problem, ker je veliko lačnih, a drugi trpijo, ker so drugačni. Usoda njihova je kruta, oči so polne žalosti obupa. Smilijo se sami sebi, nekateri pa se spopadajo s problemi. Sanjajo tretji o lepšem življenju, o svetu, kjer se prepustiš popolnemu veselju. Saj krivica se drugačnemu godi, v strahu zvečer zaspi. Zakaj sovraštvo je do ljudi? Zakaj morajo biti osamljeni? Torej, s predstavitvami smo sedaj zaključili, sedaj bi pa kar odprli debato. Če imate kakršnekoli komentarje, misli ali predloge, lahko dvignete roko in poveste, da bomo lahko debatirali. Zdaj je toliko časa, da več za možgančke, vam pa tlelete najstarejšega učenca predstavljamo. Ne bo. Naj bi bil zelo potrpežljiv. Na srečo smo se prepričali, da čez repar, da to ni nalezljiv, ampak videli smo že ene dobre reparja, smo videli Siriusa in slišali. Zdaj pa vabimo našega najzlatejšega gosta, Zlatka. Mi boš pomagala, če se me ne bo slišal. Zdravo. Skratka, jaz sem prišel sem, ker me gospa Fadila povabila in na to sem se z veseljem odzval, ker rad hodim na take stvari. Če ne drugega sem tudi jaz šlo, ker se vsak dan nekaj novega naučim, verjamem, da sem tukaj sam nekako potrdil oziroma utrdil svoje mišljenje tega, kar jaz predstavljam čez svojo glasbo. Hočem povedati, da vsi, ki ste tukaj ostali in tisti, ki so šli, da ste to dobro naredili, te referate, pa to, kar sem gledal, mi je bilo zelo všeč. In mi je všeč, da vas podpirajo pri temu in mislim, da bi se to pač mogli širiti iz šole na šolo, ker pač jaz sam svojo glasbo ne morem priti na vsako šolo, vi pa s tem parlamentom, ki ga imate, v bistvu hočem povedati, da vam gre zelo dober. In upam, da boste imeli to priložnost sedaj komu drugmu, recimo to, se pravi, kakšni večji množici to pokazati. Tako da, nasploh jaz vse, kar lahko rečem, je, da vam lahko nekaj zarepam, pač, da vam pokažem delček svojega referata, ker ga sem jaz pač delal med šolo, mogoče gledaj, oziroma na delovnem mestu, pa tako naprej. A bi rad kdo slišal? Ja! Ok, nekaj na ta način. Fante in punce, ta svet nima mej. Ustrajam zaradi fanta, ker poznam ga odprej. Doma z nižjega ranga, ta doma se je strigel. Edin smučišče, ki je videl, je na Fužinskem hribu. Skratka, oče, mama nista bila bogata. Treba nekaj bo trenirati, rekel mu je tata. Sam ne se mi sekerat, vse bo še lepo in prav. Boš od zunaj se igral, važno, da si živ pa zdrav. Ko prijatelja je spoznal, prijatelj je postal. Kdo je prijatelj, tiska ob težavah ob tebi ostal. Glej, da se bo znajdu izkoristil svoj talent, ker so najtežji časi, pokaži svoj nasmeh. Ne lažim nikoli in ne boj se resnice. Obdrž čisto lice in pazi na lisice. Posluš svoj glas, ki v srčku odbije. Moraš vedeti, da za vsako točo sonček posije. Pred kratkim bom pač predstavljam še en svoj, zaključujem v bistvu še en svoj projekt CD, ki se bo klical verjetno Zlato ti daje saj, ne pa sreče, ne. Ampak povsod, kamorkoli sem šel, sem videl te zadeve, ne, tukaj je Slovenija, tukaj je Slovenija, tukaj je Slovenija. Ok, vse to vemo zadnjih 200 let, ne. Ampak pa sem šel, pa pač sem bil isto enkrat deležen take podobne variante, samo da smo bili na enem TV-ju, ne. In sem slišal, da je en fant iz te take skupine, jaz nimam nič proti tej skupini, in
je bila varianta, da je ti rekel, da pa oni ne jejo bureka. Ampak jejo pizza burek. Ok, to je tako. Ni problema, super, vi ne jete bureka. Sam jaz bi rad videl človeka iz te skupine, ki bi bil 2 tedna dol, recimo v Afriki, žejen, lačen, brez cun, ki bi mu največji, če lahko tako rečem, črnc oziroma največji čefur, kogar jih kličejo, oziroma kogar nas kličejo, ali vas kličejo, prinesel burek star 2 tedna, jedel bi ga, kada je dobil iz ne vem kjere prestižne pizzerije. Se pravi, hočem povedati, v končni fazi, takrat, ko je človek lačen, ni važno, kdo mu je prinesel hrano, kaj mu je prinesel, da je to pač dobil zesti in tako naprej. Sam itak to vi že vse veste, ampak jaz sem sam hotel povedati, pač, da so take recimo zanimive variante. In ta tema se mi navezuje pa čez to varianto, ko sem šel sem, tja, gor, dol in sem videl v bistvu, da se pravi, jaz pa tisto zdaj sama skupaj, ne? In pride skupina 10 ljudi, čefurjo, v redu, pridejo čefuri, ne rečejo, daj mi denar, jaz pa tisto ustrašva in dava denar. Ampak to ne pomeni, da jaz pa ti moramo narediti večjo skupino in pride zbombardirati njih, ker na koncu bova ista, kakor oni, ne? To vam hočem povedati. In je zanimivo, da za take stvari je pač tukaj policija. 113 se pokliče, če se kdo kadarkoli, kjerkoli ogroženega počuti. Recimo jaz veliko govorim. Kamorkoli pridem, povem tisto, kar se res dogaja in moja mama meni zmeraj pravi, joj, sine, pa sej to, mislim, sej vse lepo, sej res poveš, kolikor je, samo da je malo pazi, kaj govoriš. Jaz sem itak rekel, da je pač, ne vem, če vi veste, kdo je Ivan Kramberger, ampak jaz sem rekel, da pač od zadnje let se tako počutim, da bi on se v meni zbudil in sem pripravljen iti kamorkoli in povedati tisto v bistvu, kar se res dogaja. Zaradi tega sem pa pač tudi napisal v enem tekstu, lahko še nekaj zrepam. Gre zelo tako, ne zelo komada bo recesija, ne? Ampak v tej recesiji pač jaz omenjam v bistvu vse tako, kar se dogaja. In gremo pol, pa kakšne so to fore, tukaj je Slovenija? Če nam vsi skup tukaj ratala bo Kenija, vsi temačni, vsi drgačni, vsi napačni, treba držati skup, da nam lačni. Džigi pojači, bas da ga gruva, dokler je še struja, nek ga folk žura. Zlatko na kratko, pusti ste v vladi, kregajo se med sabo, mi pa imamo se radi. Pa kva ste malo bolani, kva ti misliš, kdo me snema na drugi strani? Tukaj nimamo problema, Slovenče fur, tukaj si smo eno jeb, delamo ta žur. Pelemo naprej, pelemo ga hej, pelemo naprej, nasmej se, povej naprej. Fajn mej se, ker dobrodošli si med nami. Isto se nam piše, vsi smo na isti strani. Tako da to je ta varianta, recimo delček tega teksta. Zdaj pa, kar se tiče pač drugačnosti, se pravi, jaz na nek način isto se ukvarjam s tem, kakor vi sam da to izražam čez svoje besedila. Recimo, danes bom slišal eno tako varianto, kar se je komu smešnega zgodil. Jaz bom prišel pač na šiht in bom verjetno dobil produkcijo in bom napisal to, kar mi je vse nekdo recimo spovedal, ne. In imam tudi eno varianto, ker me dosti ljudi vpraša, jaz sem Zlatan Čordić, ne. In zdaj, ljudje bi radi vedeli, kaj je on zdaj, Hrvat, Slovenc, Srb ali pa Bosanc. Se pravi, meni je to žalostno, čim prije do take zadeve, se jaz tako pa nekako počutam, aha, se pravi, zdaj zgažuramo skupaj v zuni in pa je vse the best, dokler me nekdo ne vpraša, kaj pa si ti drugač? Se ne, da je pomemben samo, ampak je povsem se mi pa mogo vprašati, tako ne. In hočem povedati, da sem jaz recimo svojim imenom, ki je nejasen do vseh teh manjšin tukaj, ki so v Sloveniji, ne vejo, kam bi me dal, v Hrvata, Bosanca, Srba, Slovenca, Črnogorca, ne vem. Ampak to je po eni strani meni všeč. V bistvu, da jaz se držim izreka, kar se tiče mojega imena in tako naprej, sem imel zaplete v 1., 2. razredu, ne. Se pravi, to je tisto, kar sem prej slišal, da človeka pa ja noter, se pravi, ne glede na to, da je on v zvoni močen, človeka nekako noter še zmer stiska, tisto, kar se mu je recimo zgodil. Ampak jaz sem, hvala Bogu, pa uspel prebrati Shakespeareov izrek, kar se tiče z imena, se pravi, ime ni nič kaj tazga, ker vrtence bi enako lepo dišala pod katerim koli drugim imenom, ne. Se pravi, hočem vam povedati, da je to v bistvu nekaj tako zelo lepega, ne. In od takrat naprej se jaz nekako zavedam tega in me sploh ne zanima, se pravi, kaj je, kdo je, iz kje je, pa tako naprej, ne. Ampak to sem pa nekako v svojemu tekstu, v delčku teksta tako napisal. Samo da se spomnim, ker to je že nekaj cajt nazad, takole gre. Naša šola na Fužinah je prijazen dom za vse, to je hiša, velika hiša. To pred tem komadom imamo osnovna šola, ki je imela zbor in sem jo mi pel.
za vse pametne. Imam tremo, to se mi drugače ne dogaja. Pa doskrat se mi zdi, kad zaživel bi za druge. Vsi hočejo, a noben ne vrača usluge. Ni jim do muske, jim ne dotrača. Zakaj misliš, da se alien kadalaj vrača? Fak, eni mi pravijo, da sem neumen, pa kad tu pak ti v kamero plunem. Karkoli posnamemo, močno v to verjamemo. Če začute musko, lahko te sabo vzamemo. Za trenutek zapustimo realnost. Letimo v svet, ker ljubezen je nevarnost. Te majke tresem iz enega samega razloga. Zlatko, zakaj? Ta ritem je moja droga. Ne vem zakaj, določen folk zanima. Kaj sem po narodnosti? Človka večina. Draga mladina, če ta melodija vam plete, stop z mano v svet, ker me maltretira nobente. To kot mene. Se pravi... Če ima pa kdo kakršnokoli vprašanje, pokličite moja menedžerko, pa se z njo zmenite. Hecam se, se pravi, jaz bom še klele vstal, tako da se bom usedel nazaj. 8 noge tresajo. Hvala lepa. Torej, hvala Zlatko. Zdaj bi pa mi kar s parlamentom počasi zaključili, razen če bi kdo rad povedal še kaj besed, ali pa karkoli. Ne. No, torej jaz se vam zahvaljujem za današnji obisk in vam želim lep dan še naprej. Hvala. Bomo razdelili listke in vsak, ki bi rad napisal kako misel, lahko napiše na listek in potem pripne na drevo. Če bojo pa še takoče zadeve, pa nekaj smo tam ne pripravili. Kaj predlagaš?